Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Pogovori o umetni inteligenci v Sloveniji na portalu ui-slovenija.si. Tudi tokrat gostimo eno izmed slovenskih podjetij, ki ima pripravljeno aplikacijo za uporabo generativne umetne inteligence in bo mogoče naslednik Astre AI, velikega slovenskega uspešnega startupa, ki smo ga intervjuvali v preteklosti. Moje ime je Peter in sem tisti, ki bo moderiral današnji pogovor. Z mano je Rok Belingar. Živjo, kako si? Hvala, Peter, za povabilo, odlično. Hvala lepa. Super. Vsem gledalcem, tole je serija pogovorov, kjer iščemo slovenska podjetja, ki so si naredila orodja ali pa so sama orodje z generativno umetno inteligenco. V preteklosti smo se pogovarjali z Donatom, z GenIjem, z T2-jem, z Krpanom in še katerim drugim slovenskim podjetjem. Res predlagam, da si greste pogledati tudi prejšnje epizode. Sicer pa, Rok, ti si ustanovitelj Besedana. Te nam najprej povej nekaj o sebi, pa greva potem na to, kaj je Besedan pa zakaj. Kako si prišel do tega, da se ukvarjaš z generativno umetno inteligenco, da se ukvarjaš s podjetništvom, da imaš svojo aplikacijo? Ja, če začnem na začetku, po izobrazbi poslovni informatik, diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tekom študija sem opravljal različna študentska dela, tudi sodeloval na različnih hekatonih in študentskih tekmovanjih, kar je potem privedlo do mojega entuziazma za programiranje. Opravljal sem tudi različna pripravništva v farmacevtski branži in nato me je pot vodila na redno službo v bančništvu. Skozi sem nekako imel željo imeti nekaj svojega, nek svoj produkt, svoj startup. In predzadnja ideja, ki na koncu ni ugledala luč sveta, pri tej sem nekako želel to pitchati različnim deležnikom, tako investitorjem kot tudi komurkoli, ki bi mi lahko na tej poti pomagal. In pogrešal sem pri pripravi na te pitche neko orodje, ki bi mi to dejansko pomagala. Takrat so pri meni zazvonili neki alarmi, da ta vrzel obstaja, in po falirani predzadnji podjetniški zgodbi smo se nekako z podobno ekipo odločili, da raziščemo, ali je ta vrzel res obstaja in ali lahko na tem področju karkoli naredimo. Tako da potem se je začelo večmesečno raziskovanje problematike, treme javnega nastopanja, analize govora, in hitro smo ugotovili, da pri tem ne bo tehnološki izziv. Nekako smo smatrali, da tehnološko plat bomo pokrili, bolj nam je bila nekak izziv človeška, se pravi v smislu nekih navad ljudi. Še vedno smo smatrali, da analiza govora in priprava na določene pitche je nekako priložnostna. Naša ideja pa je bila, da vse uporabnike nekako privabljamo in da naša aplikacija postane del vsakdana. Zato smo potem razvili 3 module, ki se nahajajo trenutno znotraj aplikacije Besedan, torej Beseda dneva, interaktivno. Če te lahko ustavim, prideva do tega. Okay. Da se še malo ustavimo nazaj. A je fakulteta še vedno relevantna? Ali je hoditi na faks še vedno relevantno? V zadnjem času, predvsem med startupovci, bi ti tukaj povedali odgovor ne. Ali si ti s tem, ko si rečemo temu vzporedne aktivnosti na faksu opravljal, ki so te pripeljale do tega, kjer si zdaj, bi zaradi tega rekel, da ja, tudi če mogoče, pa ekonomija je tak najbolj tipičen faks od vseh. Se še vedno splača iti na faks? Jaz bi tukaj odgovoril, da relevantna ja, nujna ne. Smatram pa, da je nujno za vsakega posameznika, da v
se pravi v celotnem učnem procesu raziskuje, nekako ohrani svojo radovednost. Mislim pa, da je, se pravi, področje dela spremenjeno danes, če primerjamo z recimo področjem dela 40 let nazaj. In absolutno zahteva neke nove veščine, ki jih mogoče fakulteta v tem obsegu danes še ne pokriva. Zato mislim, da je ključno, da se vsak posameznik izobražuje tudi samoiniciativno in nekako neguje svoje veščine, tudi neke mehke veščine, in upajmo, da pri tem lahko pomaga tudi naša aplikacija. Se verjetno to ni ful drugače. Se tudi, ko sem malo starejši od tebe hodil na faks, je bilo večino iz vsega tistega, kar si zraven dobil. To ni zdaj ful čist novo, ampak verjetno pa postaja vedno bolj izrazito. Ne? Ok, in potem ste naredili besedan. Zdaj pa, kaj je besedan, pa kaj hočete s njim doseči? Besedan je mobilna aplikacija, trenutno podprta na iOS operacijskih sistemih, tako da si jo vsak lahko naloži preko App Stora. Trenutno aktivno delamo tudi na Android verziji, tako da bo na voljo v kratkem tudi na Google Playu, in rešuje dve večji problematiki, ki smo jih mi zaznali, in to je, se pravi, analiza govora, nekako 3 pred javnim nastopanjem, in pa razširitev besedišča. Tako da delimo aplikacijo nekako mi interno na 3 module. Ena je beseda dneva, torej vsak dan uporabnik dobi neko manj pogosto slovensko besedo. Drugi modul je interaktivno učenje, torej te naučene besede dneva lahko potem uporabnik interaktivno na princip Duolinga potem tudi izvadi. In pa tretje, se pravi, okoli vsega je pa bila ta aplikacija zgrajena, je pa analiza govora, ki uporabniku omogoča izbiro med prostim govorom, torej ukolikor se pripravlja na kakršenkoli nastop, lahko z enim klikom praktično posname svoj govor, oziroma predlagana vsebina, torej če uporabnik nima nekega, bom rekel, govornega nastopa, se lahko preizkusi v različnih situacijskih izzivih, kakor je recimo razgovor za službo, učinkoviti sestanki oziroma samo eno naključno vprašanje. Današnja beseda dneva je, seveda imam aplikacijo, ne? Današnja beseda dneva je izprijenost, včerajšnja pa je bila abonma. Kako pridete do teh besed, kdo jih izbira? Ti vsak dan eno besedo, ki je tebi zanimiva, zbereš, in kako se ljudje na to odzivajo? Koliko ljudje to gledajo? Ja, se pravi, ročnega dela je še vedno nekaj prisotnega in mislim, da za neko, bom rekel, ohranjanje kakovosti bo prisotno še nekaj časa, čeprav aktivno delamo na tem, da ne bomo rabili imeti več prste vmes, ampak da nekako baza besed je bila zgrajena, tako da imamo, bom rekel, v rezervi dovolj besed za nekaj let, ampak jasno, vse primere, tudi generiranje slik, ki se pojavi pri vsaki besedi, še vedno nekako preverjamo, zdaj ne vsak dan, ampak mogoče naključno, in pa tudi za nekaj dni vnaprej. Baza je bila zgrajena s pomočjo, se pravi, FranceKJ-ja in pa tudi slovenskega korpusa slovenske besede, kjer smo nekako izluščili manj pogoste besede, pri tem je bilo pa potrebno tudi aktivno izločati tiste besede, ki niso prisotne v FranceKJ-ju. Tako da nekako dvodelna analiza je bila potrebna za izgradnjo baze besed. Meni je ta glavni del, jaz mu pravim glavni del aplikacije, to, da se lahko posnameš in dobiš feedback na svoj javni nastop, najbolj padel v oči, ko sem videl vašo objavo v slovenskih developerjih. Jaz sem se svojega javnega nastopanja učil na točno takšen način. Ne? V debatnih klubih, ki obstajajo po slovenskih srednjih šolah in fakultetah, smo delali točno to. Vsak teden smo se dobili, ti si pripravil nek govor, nekdo te je poslušal in ti je dal feedback. In prepričan sem, da je to dolgotrajen, ampak verjetno najbolj učinkovit način, kako narediti
govorca ali pa kako natrenirati javno nastopanje. Ne? Kako ste vi prišli do te ideje, pa kako to deluje, zakaj to deluje, koliko ljudi to uporabljajo, vse to? Tukaj popolnoma delim mnenje, da ukolikor želimo postati boljši govorec, boljši javni nastopač, je potrebno javno nastopati. In tukaj mislim, da ni debate. Vrzel, ki pa jo besedan zapolnjuje, je neko samozavedanje svojih napak, mogoče neka vstopna točka, da človek sploh začne razmišljati o tem, kako lahko izboljša svoj govorni nastop, in da lahko ponavlja isti govor in mu da aplikacija torej enako analizo oziroma meri enake parametre. Ker če jaz recimo sedaj, ne vem, kolega poslušam, ki se pripravlja na govorni nastop, mu dam pri prvi iteraciji njegovega govora določen feedback, pri drugi iteraciji popolnoma druge stvari. Tukaj smo pa mi osredotočeni, se pravi, na ta verbalni govor, da nam meri, se pravi, mašilne besede, da nam meri ponovljene besede, naš tempo, intonacijo, in smatramo, da je to kot odlična vstopna točka. Kakor sem pa rekel, smatramo še vedno, da boljši javni nastopač lahko postaneš samo tako, da javno nastopaš. Smo pa tukaj ubrali tudi nekakšen princip Duolinga. Vemo, da telefoni so praktično danes non-stop v naših žepih, in si želimo oziroma želeli smo neko orodje, ki bo ljudem za zelo ugodno ceno na voljo 24/7, da jih bo poslušal nekdo, ki je objektiven, pred katerim uporabnik upajmo, da ne bo imel treme, in tako zvadil, preden gre na nek oder. Tako kot Duolingo, tudi pri Duolingu ne boš nikoli, bom rekel, zvadil jezika oziroma govoril tako kot nekdo, ki se ga uči aktivno z mogoče tutorjem oziroma govori jezik na dnevni bazi. Je pa neka vstopna točka, nek nabor besedišča, ki ga uporabnik lahko usvoji, in tukaj smatramo, da besedan polne iste vrzeli. Drugi del javnega nastopanja, ki je pogosto nekoliko zanemarjen pri treningih javnega nastopanja, je pa potem argumentacija. Gledate kaj tudi na to, ne samo kako lepo v narekovajih je nekdo nekaj povedal, ampak kako je to zargumentiral, kakšne logične napake je naredil in vse ostalo? Tako, tukaj sama komunikacija je zelo širok pojem, tako da absolutno ne trdimo, da besedan je sedaj, se pravi, začetek in konec tega treninga. Ponujamo neko vstopno točko. Absolutno so v nekem planu, v nekih kasnejših iteracijah planirane tudi druge oblike komunikacije, ne samo verbalne, ampak tudi mogoče nekako celotnega nastopa, torej tudi kreten, tudi obrazne mimike. Zaenkrat pa se same vsebine govora še nismo dotaknili, ampak samo nekako dajemo feedback na omenjenih 7 kategorij in na vseh 7 kategorij potem tudi nek feedback, kako se lahko sam posameznik, uporabnik tudi izboljša. Super, super. Ravno kar sem na tvojem LinkedInu videl, da ste dodali zraven možnosti simulacije sestanka. Kaj točno to pomeni? Tako je. Se pravi, v modulu govor, analize govora so na voljo prosti govor in pa neki situacijski primeri, kakor je razgovor za službo, in tudi nazadnje smo dodali učinkoviti sestanek. To je namenjeno predvsem osebam, ki vodijo sestanke, da z odkljukanjem vprašanj, ki ti jih potem tekom govora aplikacija nekako izpiše na ekran, dobiš transkript in tudi nek vpogled, kako naj bi izgledala struktura vodenja tvojega sestanka. Ta manko sem jaz zasledil predvsem, ko sem bil še zaposlen in sem imel veliko količino sestankov.
Nekatere sem vodil tudi sam in sem pogrešal neko, bom rekel, strukturo, ko sem se pripravljal na te sestanke, in z tem modulom je sedaj to tudi mogoče, brez da si prej napišemo na list papirja, ampak dejansko že probamo to govoriti in imamo potem tudi transkript, ki ga lahko poslušamo tudi nazaj, izpisan v sami aplikaciji. Kakšna ekipa stoji za tem, kdo so člani ekipe? Ti si zdaj v celoti na tem projektu, če prav razumem? Tako je, jaz sem edini, ki sem trenutno v celoti. Pri tem moram povedati, da smo zelo ponosni, da smo projekt izpeljali do te mere bootstrapano, torej 100% smo še vedno vsi lastniki in brez nekakšne zunanje pomoči, brez kakršnekoli investicije. Ekipa trenutno šteje 4 člane, če štejemo, se pravi, tudi ljudi, ki niso 100% udeleženi. Sam sem pa edini, ki sem trenutno v 100% posvečen besedam. To je pa kar zabavno, da je aplikacija nastala posledica pičanja investitorjem, potem pa niste vzeli investicije za aplikacijo. Tako je. Če se zdaj obrnemo malo bolj k nekemu tehničnem delu, kako ta stvar deluje, kakšne tehnologije so zadaj, kdo je tisti, ki posluša, kdo je tisti, ki dela transkripte in kako potem ta besedila obdelujete? Ja, tukaj bi predvsem začel s tem, da smo mi, kakor ste lahko prej zasledili v moji zgodbi, štartali iz problema. Torej, videli smo neko potencialno vrzel na trgu in nismo štartali, se pravi, iz tega, ok, zdaj je umetna inteligenca aktualna, dajmo nekaj na tem področju narediti samo zato, ker je to zdaj nek buzzword, pa je to v modi. Ampak smo štartali iz konkretnega problema, ki smo ga občutili na lastni koži in potem skozi research tudi potrdili. In potem je, se pravi, steklo raziskovanje, kaj je najustreznejši, bom rekel, tehnološki paket, ki nam bo omogočal to, kar smo si mi zamislili. In tukaj ne bi šel čisto v detajle, kaj točno uporabljamo, ker smo v fazi testiranja veliko iteracij naredili, kaj je najustreznejši, bom rekel, kaj je najustreznejša kombinacija za slovenski jezik, torej za transkript, predvsem za transkript. Aplikacija pa deluje v bistvu v 2 nivojih. Se pravi, prvi nivo je, da vzamejo našo datoteko, zvočno datoteko, se pravi naš govor. To API potem obdela v transkript, potem pa drugi API zapeljemo nekako čez transkript in spromptan za 7 kategorij, katere potem prikažemo tudi končnemu uporabniku. Pri tem bi mogoče eno zanimivost dodal, da ko smo testirali najustreznejše orodje za transkript, smo končno našli nek API, ki bi to, se pravi, naše zahteve zadostil. Je bilo pa potem nekako paradoksalno, je bil ta transkript predober, prepopoln, namreč določena mašila, določene ponovljene besede API ni zaznal in jih je dejansko izluščil iz transkripta. Za nas je bilo pa to ključnega pomena, ker namreč na popoln transkript je težko delati neko analizo, ki je objektivna in ki bo dala dodano vrednost samemu uporabniku. Tako da smo potem skozi več iteracij, ko smo izbrali ustreznega ponudnika, na to nekako spromptali tudi ta prvi del, prvi nivo, da je nam dal nek transkript, ki je surov, ki je tak, kakršen ga je, se pravi, tudi sam uporabnik povedal. Zdi se, da ste začeli na težkem delu s tem, da ste začeli slovenščino. Ravno ti transkripti, ne vem, pogosto srečujemo neka orodja, ki delajo mogoče zapisnike sestankov ali pa neke podobne stvari, kjer je slovenščina nepodprta ali pa napol podprta, vi ste pa ravno tukaj začeli. Koliko velik problem je to, oziroma kako, a je zdaj rešen? A bi rekel, da so transkripti v slovenščini popolni oziroma takšni, kot
bi jih lahko pričakovali, ne vem, v angleščini, nemščini, španščini? Absolutno ne. Trenutno smatramo, da pri večini ponudnikov še vedno transkripti niso takšni, kakršno so recimo v angleščini. Se pa sami, ko testiramo tudi danes, ko je aplikacija že, bom rekel, v živo, različne ponudnike se izboljšujejo praktično eksponentno. Mislim, to je v 2 mesecih, v zadnjih 2 mesecih izjemen preskok, kakršnega smo mi zaznali, se pravi z istimi datotekami. Tako da definitivno se izboljšuje. Smo si pa zadali, bom rekel, neko hudo misijo s tem, ko smo začeli s slovenščino, ampak to je bila naša neka misija, od katere nismo želeli odstopati, torej pod vsako ceno smo želeli to narediti na slovenski trg, v slovenščini. Smatramo, da danes smo okuženi oziroma konzumiramo vso vsebino v tujih jezikih in pri tem se zanemarja slovenščina. In nekako smatramo, da smo tudi Slovenci lačni vsebine v slovenskem jeziku, zato pozdravljam vse podcaste, ki se odvijajo v slovenščini in menim, da je tudi Slovenija nek odličen prostor za MVP mogoče, absolutno v kasnejših fazah se želimo odpreti tudi proti ostalim trgom, ampak za MVP, za neko iskanje market fita smatramo Slovenijo kot super trg. Ja, če rešiš ta trdi problem, ta težek problem slovenščine, potem boš še veliko lažje delal na španščini ali pa kje drugje verjetno. Tako je, tudi sama aplikacija je bila delana v angleščini in potem prilagojena na slovenski trg, tako da za neko ekspanzijo, bom rekel, smo pripravljeni zelo hitro, ampak trenutno še vedno, bom rekel, po domače šraufamo trenutno rešitev, kjer hočemo zadostiti vsem potrebam in vsem feedbackom, ki jih dobimo strani trga. Cena aplikacije je 1,99 €, pravi App Store. A je to res? Jaz sem se kaj zmotil. Tako je. Se pravi 1,99 € oziroma letna naročnina 12 € oziroma 99 centov na mesec. Kako z 1,99 € mesečne naročnine pokrijete API-je, ki torej delajo transkripte in potem obdelujejo, ne vem, neke resne govore, 10-15 minutni govor, ki ga 3-krat ponovim, verjetno stane več kot 1,99 € ali $1,99. Tako je, trenutne analize govora so omejene na 5 minut, torej prosti govor in pa tudi situacijske, bom rekel, vprašanja so omejeni na 5 minut, tako da tukaj smo že naredili, bom rekel, nek korak k temu, da je lahko aplikacija cenovno bolj ugodna. Hkrati smo pa, se pravi, spustili ceno do te mere, da še vedno pokriva naše operativne stroške. Smo pa v fazi testiranja tudi monetizacije naše aplikacije, testirali nek model, ki bo za nas pil vodo. Cilj ni bil sedaj neko maksimizacija letnih prihodkov, pač pa pokritje neke lastne cene in neka marža, jasno. Smatramo pa, da s to ceno, oziroma vemo, da s to ceno še vedno pridemo skozi in smo profitabilni, je pa, se pravi, način, kako vstopaš v aplikacijo, zamaskiran pod hard paywallom. To pomeni, da vsak uporabnik, ki želi uporabljati našo aplikacijo, mora plačati oziroma ima na voljo 7-dnevni brezplačni preizkus. Tako da tudi s tem smo si lahko privoščili še dodatno nižanje cene, kajti če bi šli v kakršenkoli drug model, kakor je recimo freemium model, oziroma da bi bila aplikacija povsem brezplačna, nama enostavno sama kalkulacija se ne bi izšla. Tako da, ja, to je trenuten plan, trenutno ne planiramo kakršnega koli višanja cene.
smo zadovoljni z trenutnim odzivom, tudi z odzivom trga. In kot sem rekel, veliko več nam v tem trenutku pomeni feedback ljudi, kot pa kakršnakoli maksimizacija letnih prihodkov. Ja, razumemo tudi, da se lahko te stvari spreminjajo, ko pač človek gre na trg, mora dobiti veliko uporabnikov in potem lahko to spreminja. Zakaj API oziroma kdaj mislite, da se stvar prelomi v to, da se splača z nekim open source modeli jih poganjati sam pri sebi, pa jih verjetno ne trenirati, no, to je zagotovo predrago, ampak se obrniti v nekaj, kjer tudi vi ne boste naprej plačevali nekih tokenov ali pa nekih provizij, ampak boste sami vozili te stvari? Pa tukaj spet za nek startup, za neko manjše podjetje se mi zdi, da je to, se pravi, nek API pristop, mogoče v 99 primerih najbolj ustrezen pristop, namreč tudi cenovno je najbolj ugoden. Tudi s trenutno našo monetizacijo, ki je zelo nizka, smo že v zadnjih 3 mesecih videli zmanjšanje tudi naših operativnih stroškov, tako da tudi tukaj pričakujemo, da bojo ponudniki teh API-jev zniževali ceno predvsem skozi neko konkurenco drugih njihovih konkurentov, tako da mi absolutno ne razmišljamo o kakršnikoli, bom rekel, spremembi pristopa na trenutni točki. Mogoče kdaj v prihodnosti, ampak trenutno mislimo, da je to najustreznejši pristop za nek manjši startup, manjše podjetje. To je to, kar je Sam Altman v nekem intervjuju razlagal. Delaj se, kot da so LLM-ji zastonj, zato ker cene tako močno padajo, da to, kar boš ti danes veliko plačeval, bo čez nekaj mesecev lahko postalo veliko ceneje. Ravno pred kratkim so, zmanjšali za 80% ceno O3-ja, API-ja, tako da v resnici, tudi če je danes to problem, bo čez pol leta to veliko enostavno. Tako je, in tudi, ko smo mi testirali, se pravi, različne ponudnike, ko tudi nismo imeli še nekako kalkulacije v glavi, kakšno ceno lahko ponudimo oziroma kakšno ceno lahko potem pričakujemo strani trga, da bodo ljudje plačevali, se nismo preveč ozirali na to, predvsem smo želeli, da je ta transkript in da je ta analiza narejena kvalitetno, ker smo bili mnenja, da bo ta hipoteza zdržala, da v prihodnosti bodo te storitve, se pravi, cene teh storitev dosti nižje. Glede na to, da ste startup z umetno inteligenco, koliko pa vi zdaj programirate z umetno inteligenco? Ti si programer, si ti sam to programiral oziroma to vaša ekipa programira? Kolikšen del tega je AI? Večinoma, se pravi, moja 2 developerja oziroma, bom rekel, celotna ekipa. Jaz sem mogoče prispeval tukaj najmanjši del, kar se tiče same, bom rekel, izdelave rešitve. Predvsem sem sodeloval na nekih naših internih dashboardih, ki jih sedaj aktivno spremljamo za neke vpoglede o usage samega appa, torej v koliko ljudi dejansko uporablja app in koliko minut na dan in tako naprej, kar nam potem omogoča tudi neke strateške odločitve, o katerih pa skupaj z ekipo seveda na koncu sprejemam odločitev sam. Tako da sama umetna inteligenca je prisotna pri vseh članih, se pravi za neke interne, bom rekel, procese. Jaz absolutno spodbujam, da vsi uporabljamo, jaz jo na dnevni bazi uporabljam, predvsem z vidika neke učinkovitosti vsakega posameznika. Smatram, da je to nujno zelo, predvsem ob taki majhni ekipi, da si vsak pomaga z orodji, ki mu, se pravi, nekako koristijo v delovnem procesu. Tako da jaz sam trenutno to, kar uporabljam za neko odločevanje oziroma neko sprejemanje odločitev,
in spodbujam, kot sem rekel, vse zaposlene, da naredijo isto. S čem pa spremljate, na čem imate dashboarde, kako imate to urejeno, da spremljate uporabnike, kaj počnejo in kako pogosto se odločajo za nakup in tako naprej? To imamo nekaj preko API-jev, preko ponudnikov določenih metrik, nekaj nam da vpogleda tudi App Store Connect, torej iOS dashboard, tako da tukaj ne bi šel preveč v detajle, ampak mislim, da smo zelo smotrno že pred samo implementacijo rešitve to zastavili in to se nam sedaj zelo obrestuje, ker točno vidimo, na katerih modulih se ljudje zataknejo, kje imajo težave, kaj lahko še naredimo za, kot sem rekel, nek retention uporabnikov, ker na koncu koncev sama tehnologija omogoča danes, da se naredi praktično kakršnakoli rešitev, si jo sam posameznik zmisli. Čar je pa v tem, da zapakiramo v nek paket, ki daje uporabniku dodano vrednost in za katerega se uporabnik potem zavestno odloči, da bo uporabljal vsak dan. Kam greste naprej? Neke funkcionalnosti si že omenil, ki jih morda planirate, kak je plan za naprej, kaj se bo dodajalo? Mi aktivno spremljamo feedback tako z telefonskimi klici uporabnikov, kot tudi preko e-maila, preko različnih anket. Definitivno želimo še dodatno delati na uporabniški izkušnji in igrifikaciji same aplikacije, da to postane nekako še bolj atraktivna, bom rekel, rešitev, ki bi jo uporabniki želeli uporabljati. Želimo pa si, da Besedan postane del programa internega izobraževanja v določenih podjetjih. Mislimo, da z opolnomočenjem svojih zaposlenih lahko podjetje naredi prvi korak bodisi bolj učinkovitim sestankom, bodisi izboljšanju samozavesti zaposlenih pri vodenju sestankov, pri nastopanju, pri komuniciranju s strankami, tako da želimo v prihodnje še dodatno okrepiti del sodelovanja z različnimi podjetji in preko njih pristopati do uporabnikov. Gledamo pa tudi aktivno za širitev na tuje trge, kar želimo seveda z prevodom potem aplikacije narediti v kasnejših fazah. Tudi konference, pa ljudje, ki hodijo na konference, bodo zagotovo zainteresirani za nekoga takega, ki jim lahko da feedback, preden greš nekaj prvič na konferenco dati. To vem, da smo se tudi z organizatorji konferenc pogovarjali o tem, da je to neka funkcionalnost, ki bi jo oni mogoče ponudili svojim govorcem. Rok, jaz mislim, da je to. Kje te ljudje najdejo, če bi se s tabo radi pogovarjali o tvoji aplikaciji? Aplikacijo bomo seveda polinkali v komentarjih. Kje se naj ljudje na tebe obrnejo? Jaz sem prisoten na LinkedInu, lahko me najdejo na Instagramu, e-mail rok.belingar@besedan.si. Na vseh treh kanalih sem zelo aktiven, tako da vljudno vabljeni za kakršnakoli vprašanja. Ok, super. Rok, hvala lepa, da si vzel čas. Pa, ko boste imeli kakšne velike nadgradnje, se pa morda še vidimo. Hvala, Peter. Čau. Čau. Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci.